Pozdravljeni. Na vrsti je zopet komentar novic, kjer si bomo kot običajno pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v svetu Formule 1 v preteklih dneh. Kot je že malce prišlo v navado, bo tudi tokrat komentar novic sestavljen iz 4 različnih delov, kjer se bomo ukvarjali z novicami, ki pravzaprav lahko potrebujejo, po mojem mnenju, dodaten komentar ali pa niso dobile dovolj pozornosti. In tudi tokrat, ukolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj piše v citiranih člankih, dobite lahko vse bližnjice do originalov navedene v opisu. In seveda, kot običajno, da ne bo prispevek predolg in dolgočasen, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. Marsikdo izmed vas je zasledil novice, ki nekako skušajo razložiti polemiko, ki je nastala znotraj ekipe Red Bull. Znano nam je, da Max Verstappen ni hotel vrniti mesta Sergiju Perezu. A ne bomo se sedaj spuščali v razlog, zakaj je do tega prišlo. Meni osebno se je dosti bolj zanimivo zdelo tisto, kar sem zasledil na spletni strani motorsport.com 15.11. Namreč tu Sergio Perez skuša nekako umiliti polemiko. Dejal je, da na prihajajoči veliki nagradi Abu Dhabija se bosta oba, on in Max Verstappen, vedla odrasla. In verjetno marsikdo izmed nas se je sedaj začel že malce spraševati. Namreč, kako drugače bi se lahko vedla dva voznika, ki nastopata v svetovnem prvenstvu Formule 1. In tu velja samo pripomniti, da sta oba polnoletna, to zahteva tudi pravilnik. Oba sta člana ene in iste ekipe, oba sta že zmagala dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 in en izmed njiju je dvakratni svetovni prvak. Kako bi bilo sploh dopustno, če bi se nekdo izmed njiju vedel kaj drugače kot odraslo in profesionalno? Kolikokrat sem slišal takšne in drugačne pritožbe raznih navdušencev, ko so zaslišali, na primer, po radijski zvezi, da se ta ali oni voznik pritožuje svojemu inženirju, na primer, nad sprotniki, nad stanjem pneumatike in še bi lahko naštevali. Vsi so govorili, kako je takšno pritoževanje otročje. In tudi tisto, kar smo slišali z ust Maxa Verstappena, v mojem videnju odraslo ni bilo. A kljub vsemu lahko pričakujemo odraslo obnašanje, videli bomo skupaj, čeprav sam osebno o tem nisem preveč prepričan. A po drugi strani se moramo zavedati, da tudi Max Verstappen se obnaša kot se, samo zato, ker se je lahko, ker za njegovimi dejanji ni nobenih resnih posledic. In to bo trajalo, dokler bo zmagoval ter osvajal naslove svetovnega prvaka. Ko se bodo pri Red Bullu lahko tudi naveličali te igre, bomo lahko videli podoben scenarij, kot smo mu bili priča v sezoni 2014. Namreč tudi Sebastian Vettel je imel kdaj pa kdaj podobne izpade. O tem smo že govorili v samem komentarju. A konec koncev tudi pri Red Bullu so ugotovili, da lahko svojo prihodnost gradijo na drugem mlajšem vozniku. In prej ali slej verjamem, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi z Maxom Verstappenom. A v vsakem primeru
v tistem trenutku Sergio Perez ne bo več član Red Bulla, vsaj tako si predstavlja. A vse odgovore na to zanimivo tematiko bo seveda prinesel čas. Zaenkrat pa je bolje, da mi gremo k naši drugi temi. Verjetno je marsikdo izmed vas v preteklih urah z velikim zanimanjem spremljal vse tiste članke, ki so nekako navajali vse, kaj se dogaja na vrhu scuderie Ferrari. Namreč po navedbah mnogih avtorjev naj bi bili dnevi Matije Binota kot glavnega odgovornega pri scuderii Ferrari šteti. O tem sem tudi sam pripravil poseben prispevek in na samem začetku poudaril, da gre za izjemno zanimive govorice, a kljub vsemu govorice, uradnega ni še nič. Nekako pričakovano so pri scuderii Ferrari vse takšne govorice tudi zanikali. A zanimivo je kako. Uporabili so Twitter. In tu lahko vidimo sporočila, ki smo jih mi, navdušenci, lahko prebrali. Gre za en in isti tekst v angleščini in italijanščini. Zanimivo je, da so uporabili le 2 uri in 10 minut. Namreč novica v Gazzetta dello Sport je bila prav tako objavljena na Twitterju ob 13:23 minut. Odgovor scuderie Ferrari je bil pa javen ob 15:33 minut. A zanimivo je nekaj drugega. Pri Gazzetta dello Sport je šlo za bližnjico do bistveno daljšega članka, kjer so razložili v bistvu kar nekaj govoric, ki verjetno krožijo v ozadju. Po drugi strani pri scuderii Ferrari so bili omejeni na 280 simbolov, kar je omejitev, kolikor je meni znano, ki velja v Twitterju. In gre za izjemno skopo izjavo, ki v bistvu ne pove nič. Namreč prebrali smo lahko, da vse govorice, ki smo jih lahko naleteli glede položaja Matije Binota, nimajo neke osnove. Ampak da bi pri scuderii Ferrari nekako povzeli izjavo, naprimer Johna Elkanna, no tega pa ni. Zato lahko je marsikdo izmed nas tudi rahlo razočaran. Namreč po eni strani bi lahko bili pri scuderii Ferrari tiho, ker gre le za govorice brez osnov, ali bi pa podali neko jasno izjavo za javnost, kjer bi nekako postavili zadeve na svoje mesto. Twitter, po mojem videnju, ni pravo mesto za tako pomembne zadeve. Zanimivo je nekaj drugega, kar je marsikdo, ko je videl ta demanti, spregledal. Namreč gre za izjavo scuderie Ferrari in ne družbe Ferrari. Namreč John Elkann, kot tisti, ki je glavni odgovorni, je predsednik Ferrarija. In scuderia je le del tega večjega podjetja, kjer seveda zaenkrat je še zmeraj na vrhu Mattia Binotto in pisarna za stike z javnostjo scuderie Ferrari deluje še zmeraj pod njegovim ukazom. Zato menim, da bo zgodba še kako zanimiva. Namreč mnoge govorice trdijo, da takoj po novem letu naj bi bil Mattia Binotto zamenjan. In sam sem preveril. Tudi Maurizio Arrivabene je bil z Mattijo Binotto zamenjan v prvih dneh januarja leta 2019. Mislim, da bo treba počakati še nekaj dni in videli bomo, ali so govorice resnične ali pa ne.
Po veliki nagradi Abu Dhabija v sezoni 2021 je bilo ogromno polemik glede same procedure varnostnega avtomobila in seveda tistih zaostankarjev za krog ali več. In verjetno vsi mi navdušenci mislimo, da so pri FIA odpravili kakršnekoli nejasnosti. A na veliki nagradi v Braziliji smo videli, da Yuki Tsunoda ni bil med tistimi, ki so morali vse ostale seveda prehiteti. Tsunoda je zaostajal za krog. A kljub vsemu se to ni zgodilo. Marsikdo izmed vas se bo sedaj začel spraševati, zakaj. Namreč enostavno je trditi, da pri FIA ne vedo, kaj delajo, ne poznajo lastnih pravil, niso dosledni pri spremljanju samih dogodkov na progi. A zgodilo se je nekaj, kar je v mojem videnju izjemno zanimivo. Namreč samo proceduro ureja računalniški sistem. In tu je bilo točno razvidno, da Yuki Tsunoda zaostaja za krog. A med obdobjem varnostnega avtomobila je odšel na menjavo. Kot običajno, zavil je na dovozno pot, nato v pit lane, prišel do svoje garaže, opravil menjavo koles in se znova pridružil skupini. A težava je v tem, da omejitev, ki velja v času varnostnega avtomobila na progi, ne velja seveda na tisti dovozni poti, pit lane in seveda poti, ki vodi nazaj na progo. In v tem trenutku je Yuki Tsunoda v bistvu prehitel celotno skupino. Računalniški sistem je to tako zaznal. Čeprav, ko se je vrnil na progo, je seveda bil zopet s krogom zaostanka. Namreč tu je treba vedeti, da priključna pot na veliki nagradi Brazilije na progi Joseja Carlosa Pačeja je izjemno dolga. In senzori, ki se nahajajo med obema linijama varnostnega avtomobila, so Yukija pač postavili na mesto, kjer je skupino že prehitel in ni zaostajal za krog. In to je odgovor verjetno na zanimivo vprašanje, ki ga je pa marsikdo izmed nas dobesedno spregledal. Verjamem, da bodo pri FIA tudi malce popravili proceduro oziroma spremenili sistem, ki nadzoruje voznike, ki zaostajajo za krog. A v tem primeru smo videli, da sami komisarji niso nič krivi, le oni, ki je programiral sistem, takega primera ni predvidel. Za konec pa zopet novica, ki prihaja iz logov Scuderie Ferrari. Verjetno je marsikdo zasledil, da razvoj F1 pomišljaj 75 se je ustavil izjemno zgodaj. A če povzamem tisto, kar piše v članku objavljenem na spletnem portalu GP Blog 14.11., naj bi pri Scuderiji Ferrari v bistvu porabili vsa sredstva, ki so jih imeli na voljo za razvoj. In marsikdo izmed nas bo sedaj malce začuden. Kako? Namreč pri mnogih drugih ekipah smo videli konstantno, da so pripravljali spremembe, izboljšave in seveda videli smo tudi, naprimer, tovarniško ekipo Mercedes, kako je prav v zadnjih velikih nagradah napravila velik korak naprej. Gre mogoče tu za prekoračitev proračuna, podobno kot smo videli pri ekipi Red Bull, ali je odgovor malce bolj kompleksen, ampak na koncu tudi malček bolj logičen. Namreč ekipe si ne želijo nikakršnih sankcij, zato se skušajo držati znotraj tistega, kar je dovoljeno. A mi, navdušenci, pogostokrat pozabimo, da v Formuli 1 je grobo rečeno lahko razvoj evolucija ali revolucija, glede na tisto, kar smo videli v preteklosti.
In lep primer, naprimer, evolucije je pri tovarniški ekipi Mercedes. Verjetno vsi dobro poznamo Mercedes W10 in njegovega naslednika W11. Razlika med njima, ja seveda, mnogi izmed vas boste dejali, en je srebrn, drugi je črn. Ampak, če damo ti dve maketi eno ob drugo, bomo videli, da kolikor pustimo v strani barvo, so razlike med enim in drugim modelom minimalne. Seveda, koncepti, ki so nekako se pokazali za uspešne na prvem modelu, so na to preselili tudi na njegovega naslednika. In to je na hitro razloženo, kako gre evolutivni pristop pri razvoju bolidov. Pri Ferrariju bi lahko v naslednji sezoni videli revolucijo. Torej, bolid F1 pomišljaj 75 bo prispeval izjemno malo delov k tistemu, ki ga bomo videli na začetku sezone 2023. In kakšne veze ima to sedaj z omejitvijo proračuna in seveda porabljenimi sredstvi? Pravilnik določa, koliko je tista zgornja meja. In sam ne verjamem, da pri skuderiji Ferrari so naprimer porabili toliko več sredstev za plače, da jim je v bistvu zmanjkalo za sam razvoj. Ampak po drugi strani so tista sredstva, ki so jih imeli nekako namenjeni za razvoj, porabili za razvoj modela naslednjega leta in ne tistega, ki ga gledamo letos. In podobno velja naprimer za ure ter poizkuse v vetrovniku. Nikjer ni točno definirano, za kateri model se nekako porabljajo ure oziroma poizkusi v vetrovniku. To je prosta izbira ekip. Vsota ne sme presegati tistega, kar je dovoljeno, ampak kaj ekipe počno v tistem času, je čisto njihova izbira. Seveda, kot nam je jasno, tak pristop ima svoje prednosti in svoje slabosti. Kot običajno bomo skupaj videli, kakšna pot je bila ona boljša. Tista, ki nekako zagovarja evolucijo, ali ona, če bo do tega prišlo, ki zagovarja revolucijo. A za enkrat menim, da je ta razlaga bistveno bolj logična kot namigovanje, da so nekatere ekipe prekoračile proračun, vsaj brez nekih dejstev v ozadju. A kot ste dobro razumeli, tokrat smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.